Živijo, lepo pozdravljeni vsi. Danes je z nami Filip Oranc. Filip je študent 3. letnika študijske smeri podjetništvo na GEA Collegeu. Filip, živijo. Čau, Kako si? odlično, mislim, tak fenomenalen dan je dan zunaj, da tako sončka, da spomnjam komentarje. Odlično. Filip, mogoče da te ne predstavljam jaz, ampak v parih stavkih ti najnim gledalcem poveš, kdo si, kaj počneš in greva potem malo na tematiko GEA Collegea. Evo, jaz sem Filip, star sem 22 let, sem 3. letnik GEA Collegea smer podjetništvo, glih končujem. Drugače sem vodja eksternih dogodkov pri študentski sekciji Društva za marketing Slovenije, potem se ukvarjam pa tudi s prodajo, to je na hitrico. Odlično, skratka, mlad, proaktiven, ambiciozen, taki so nekak študenti. Pravi geovec. Pravi geovec, tako, taki so študenti GEA Collegea. Zakaj si se pa ti odločil, da si prišel na GEA College? Kakšna je bila ta tvoja pot odločitve ali pa kaj te je pripeljalo na študij k nam? Zdaj, če malo backstoryja povem, ne. Jaz sem 1. letnik sem šel študirati arhitekturo, ampak očitno nekaj ni bilo pisano, tista statika, whatever, in potem sem odprl 2 svoje spletni trgovini in si videl, podjetništvo je nekaj, kar me zanima, ne. In potem na neki slučaj spomnim, kako sem se začel z Atanom pogovarjati, očetom, v tem podjetništvu in je rekel, da je on slišal od Tanje Skaza, ki je tudi diplomantka GEA Collegea, Res je? da je tudi ona dokončala GEA College in da je baje okej, da je bolj praktično usmerjen faks kot ostale teoretične fakultete. In sem pač zaradi tega priporočila rekel, ajde, grem pogledati na informativni dan, sem šel na informativni dan, je bilo cool in bum, sem se vpisal. In a ti je žal? Ja, ne, Ni, ne, drugače ne bi bil danes v 3. letniku. ne. Ja, definitivno, ja. Bi se s kom drugim tukaj pogovarjali. Zdaj, veliko je govora o tem, kakšne so tiste razlike med GEA Collegeom in mogoče kakšno drugo fakulteto. In bi se jaz najprej dotaknil predavateljev. Mi radi na GEA Collegeu verjamemo, da imamo predavatelji drugačen pristop k študiju, k študentom, k poučevanju, ampak vseeno je fajn, da ti poveš tvojo lastno izkušnjo in da poveš čist brez filtra, tako kot misliš, da je. Ok, z vse. V glavnem pač, ja, tako si rekel, bolje, oziroma tako sem prej rekel, no, je bolj praktično usmerjen faks kot neka teorija in če se dotaknem spet pač profesorjev, so to dejansko ljudje iz prakse, a ne. Nekdo, ki uči podjetništvo, recimo dr. Mitja Jeraj, on ima dejansko svoj startup dela zdaj in najbolj iz prve roke lahko pove točno, kako gre ta proces, a ne. Ne more nekdo, nek teoretik, mislim, ne more. Težko nek teoretik točno pove, kako je v praksi, a ne, ker je praksa dejansko čisto drugače kot teorija, ne. In to me najbolj všeč pri profesorjih, prav ta praktični pristop, ki ga imajo. In podelijo vsakodnevne praktične izkušnje iz podjetja, to so pač direktorji podjetij, ki pač učijo obstransko na GEA Collegeu in dobiš res iz prve roke čisto informacijo. Ja, verjetno res študiji, ki jih ponujamo na GEA Collegeu, so sami po sebi zelo usmerjeni v prakso in je potem prav, da jih tudi na ta način predavamo in da jih predvsem predavajo ljudje, ki živijo to, kar predavajo, a ne. Kar se tiče pa same dinamike v sami predavalnici. Zdaj, na GEA Collegeu imamo precej majhne skupine študentov, tam maksimalno do 50, mislim, da vas je, ali pa še celo kakšen manj, recimo, na rednem študiju. Se ti zdi, da je ta številka v redu, bi si želel večje skupine? Kakšna je ta dinamika? Kako čutiš to dinamiko v razredu? Ja, to je tudi dosti pomembna tematika, no, oziroma pri tem izboru fakultete, no. Ker manjša skupina je bolj boljšo interakcijo imaš ti z profesorjem dejansko. A ne, pa če se dotaknem še malo profesorja, ti če imaš recimo neko vprašanje, lahko mod profesorja vprašaš, lahko rečeš, da moraš narediti, da gremo na kavo, ampak lahko ga lepo vprašaš, če bi si lahko vzel nekaj časa za tebe in mu recimo ali predstaviš neko poslovno idejo, ali če te zanima nekaj iz njegovega področja bolj specifično, da se usedete in pač te on lepo razloži, a ne. In tudi prednost teh manjših skupin je, da dejansko nisi samo neka številka, ampak dejansko skoraj vsak profesor ve, kdo si, če se seveda pač neko aktivno udeležuješ pri študijski proces, ne. Vsak ve, kdo si. To je zelo velika prednost, bi rekel. Okay, se pravi, da niste številka in tudi, da imamo bolj oseben odnos, če temu tako rečeva, še zmeraj profesionalen, ampak oseben. No, to je lepo in fajn slišati. Na GEA Collegeu učimo praktično znanje oziroma uporabno znanje, a se ti zdi, da to znanje res lahko uporabiš v biznisu? Prej si ti sam omenil, da si se ukvarjal preden si prišel v spletno trgovino, potem s prodajo, zdaj z marketingom, čestitam sicer za to, da si zdaj v vodstvu študentske sekcije Društva za marketing Slovenije, a lahko neposredno rečeš, da vidiš prenos znanja iz fakultete, iz šolskih klopi v prakso?
Ja, definitivno bi rekel. No, če se dotakne mojega direktnega prodajnega vidika, torej door-to-door prodaja, Ja. bi rekel, da sem se pri psihologiji prodaje, ki smo imeli tudi predmet na faksu, naučil nekih takih tips and tricks, Ja, nekih nekih pristopov, kako pristopiti do stranke, pa na kak način dejansko prodati te stranke, kot storite, ki se jih prodajo. Mislim, to dejansko, to praktično, teoretično, ki sem se naučil na faksu, uporabo dejanskih praksi. Super, zapravo drži to, ali pa ne lažemo, ko mi včasih v kakšnih oglasnih sporočilih rečemo, da učimo znanje, ki ga lahko uporabo že jutri. Odlično. Na GEA Collegeu vam ne želimo dati samo znanja, ki ga dobite čez sam študij. Študenti imate različne interese, eni ste bolj proaktivni, drugi ste manj proaktivni in zato se trudimo v bistvu vam omogočati tudi neko dodatno grajenje kompetenc ali pa znanj. Tukaj malo ciljem zdaj na karierni center, na inkubator. Mogoče bi lahko delil z bodočimi študenti, upam, malo to tvoje videnje, kako lahko še na GEA Collegeu rasteš kot posameznik in seveda tudi profesionalno. Ja, mislim, tukaj na GEA Collegeu bi ful izpostavil recimo delavnice, ki jih nudijo, ne. To so recimo delavnice, v prodaji, o marketingu, o grajenju blagovne znamke, o bilo čemu, ne. O financah, kadrih, ni da ni. Vse, kar vam pade na misli v smeri podjetništva. In v glavnem to je zelo cool, ker pridejo tudi zunanji predavatelji in nam tudi oni delijo znanje, ne, in to je vse brezplačno, ko prideš na GEA, ne. Če se dotaknem še tega, oziroma inkubatorja, kamor pa dejansko, če imate kakšno poslovno idejo, greste v ta inkubator, dobite mentorja in to poslovno idejo recimo skozi študijska leta razvijate oziroma izboljšujete. To je tudi ena zelo dobra možnost, ki jo ponuja GEA College ob samem študiju. Ja, res je, inkubator ima, če pojasnimo namen, predvsem, da če še nimate znanj, izkušenj, mogoče povezav, včasih tudi kapitala, pa je treba kakšnega soinvestitorja dobiti, da lahko dobite, kot je Filip omenil, mentorja, da lahko dobite vse strokovno pomoč izkušenejših ljudi, ki vam pomagajo, da bo ta ideja čim hitreje zaživela in da boste čim hitreje z njo tudi uspeli s čim manj napakami. To je cilj vsakega podjetnika. Kaj bi Filip rekel, da je še tista, če se še malo dotaknemo teh prednosti na GEA Collegeu ali pa razlik? Verjamem, da imaš en kup enih sošolcev, oziroma kolegov, ki študirajo na drugih fakultetah, pa imajo mogoče drugačno izkušnjo. A bi še kaj izpostavil, da tukaj na GEA Collegeu se ti zdi, da delamo boljš, drugač, tebi zanimivo? Mislim, tukaj bi se dotaknil malo networka. Ponavadi v večini pridejo na GEA College sinovi hčerke podjetnikov, ne. Približno polovico, da ne bo vas strašila, ampak ja, res je, da vas je veliko otrok, ki pridete iz družinskih podjetij, da je reči. Tako, ampak se je tudi veliko takih, ki pač jih samo zanima podjetništvo, ali pa so že nekaj delali s poslom, ne. Nekaj je tudi takih, ki pač še nimajo nobenih izkušenj s tem, ne. Jaz nič narobe s tem, ne, jih pač pridobiš v času študija. In to bi rekel, da je tudi velika prednost, ker da se ti lahko družiš z takimi ljudmi, imajo dejansko neko drugačen način razmišljanja, kot pa večina. Mislim, to je malo klišejsko se sliši, ampak to je, ne. In to se mi zdi, da je tudi ful velika prednost, no. Da dobiš že tek zgori dejansko dostop do takih ljudi. Ker na koncu se verjetno oba strinjava, da vse nekaj je formalno znanje pa diploma, ki jo dobiš, nekaj pa tisto, kar ti pa celo življenje res tudi ostane, so pa ravno povezave, ta socialni kapital, ki ga čez ta networking, čez mreženje naredimo. In to je res, ja, temu dajemo en velik poudarek. Prej si omenil, da si se naučil tudi malo prodajati. A je mogoče kakšen, tukaj na GEA, a je kakšen strah bil pri tebi kdaj prej, ali ne vem, je bilo to javno nastopanje, ali kaj pa si ga tukaj skozi predavanje, čez ta praktičen pristop, recimo, se osvobodil? Kaj bi bil tisti ključen, ena ključna korist, ki si od GEA Collegea prav konkretno dobil? Ajde, če se dotaknem zdaj bolj tega javnega nastopanja, no. Jaz v prvem letniku sem bil ful tek šaj. Sramežljiv. Sramežljiv pred javnim nastopanjem. Ampak mislim, tukaj na GEA dejansko je bilo, skoraj prisiljeni smo bili skoraj vsak teden imeti neko predstavitev. Ampak to smo ni slaba stvar, to je dejansko amazing stvar, ne. Ker dejansko si potisnjen v vodo in pač se moraš naučiti plavati, ne. Zdaj plavaš, pa potoneš. Tega po realnem svetu, ne, to ne bo nekaj lepo. In dejansko s tem, ko ti greš enkrat, ko greš dvakrat, ko greš trikrat, vedno bolj enostavno postane, ne? Vedno lažje ti je in to bi jaz rekel, da sem najbolj tu pridobil to, da sem se znebil tega straha pred javnim nastopom.
Mislim, da vsi gledalci zdaj lahko vidijo, da tega strahu res ni več in da se počutiš predvsej udobno tudi pred kamero, da to je fajn. Ja, smiselno je, pač v poslu moramo imeti čim manj strahov oziroma se z temi strahovi soočati in tukaj na fakulteti se res trudimo, da vam pomagamo, da lahko z določenim treningom, veščinami te strahove opustite in v bistvu bolj pogumno zakorakate v te poslovne vode, bolj suverene, a ne. Gea College je plačljiva šola. Tega se morava slejkar prej dotakniti, z vsakim študentom se o tem pogovarjam. Še zmeraj velikokrat slišimo v slovenski javnosti, pa sej v bistvu so vse fakultete na voljo tudi brezplačno, ali se splača investirati v zasebno šolo, kot je recimo Gea College in tak program. Kako bi ti odgovoril nekomu, ki bi ti rekel, sej brez veze, da si to plačal? Ja, jaz bi rekel, spet ni taka velika investicija to, za koga, ampak realno ni taka velika investicija. Recimo, imamo sošolce, ki so recimo delali, da si lahko pokrili šolnino in so normalno pač delali faks, da to čisto ni problema, ampak itak, najboljša investicija, ki naredimo kdarkoli, je investicija v sebe. Investicija v svoje znanje, ne. Tukaj narediš investicijo v znanje in jaz ne vidim kakšne boljše investicije kot to, In se ti zdi, da se ti bo poplačala oziroma se ti že poplačuje, da si dobil znanje in kompetence, ki jih lahko dobro uporabiš na trgu? Ja, seveda, ampak itak ne smeš gledati kratkoročno tisto 3-letno, ampak moraš gledati dolgoročno celo življenje, 10, 15, 20 let. In kje bo Filip čez 10, 15, 20 let? Ja, mislim, če bo vse šlo po planu, v New Yorku prodaja nepremičnin. Odlično. Se pravi, imaš neko vizijo, imaš nek cilj, ki si ga izoblikoval tudi tekom študija. Na Gea Collegeu ponujemo ogromno študentskih izmenjav. Zdaj, jaz, če se ne motim, ti si malo tudi po nesrečnih okoliščinah prišel do tega, da nisi šel v tujino še, a ne? Mogoče boš lahko šel tudi potem, ko že diplomiraš, ne vem, če to veš, ampak tudi še 1 leto po diplomiranju greš lahko prek Erasmus Plus programa v tujino. Ampak kakšen je ta tvoj pogled ali pa mogoče, če deliš mnenje sošolcev, imamo ogromno, čez 50 partnerskih institucij, kamor študentje odhajate. Se ti zdi ta komponenta pomembna, ker vem, da na nekaterih javnih šolah imajo problem, da ne pridajo na vrsto za te izmenjave. Tukaj mislim, da smo kar uspešni. Kako bi to mogoče izkušnja ali pa izkušnja drugih prenesel gledalcem? Pa jaz bi rekel, da je to skoraj ena izmed nujnih stvari, da greš ti mal izven tega vsakdanjega okolja in pogledaš, dobiš neko drugo perspektivo. Tako je Rok rekel, če se dotaknem pač izkušnja mojega kolega, ki je šel v Nemčijo, je rekel, da je to bila fenomenalna izkušnja, dobiš nova poznanstva, vidiš drugačen način življenja, mogoče iz tega drugačnega načina življenja nastane neka ideja, ki pol ti preneseš v Slovenijo, recimo, pol tukaj magari nekaj razvijaš. Ampak je ful pomembno to, da dobiš ti neko drugačno perspektivo, da probaš nove stvari in mislim, da je to ful ključno, ta Erasmus izmenjava. Da je to neka dodana vrednost. Da imaš študenti možnost. No, lahko tudi poveva seveda gledalcem, da tudi če komu ne bo uspelo ali pa ne bo želel iti v tujino, da sicer imamo tudi gostujoče predavatelje, pa imamo tuje študente, ki prihajajo sem na izmenjavo, tako da možnosti za neko internacionalizacijo in mednarodno povezovanje sicer obstajajo tudi izven tega, ampak ja, se mi zdi pomembno, da nasloviva na gledalce to, da ta možnost za tujino obstaja in da jo priporočamo, tako mi na strani fakultete kot vi študentje, da vam da neko širino. Sorry, Roki, če grem samo še malo nazaj na te predavatelje, zdaj sem se spomnil, da je bil gostujoči predavatelj George Deriso. On je iz Združenih držav Amerike in da tudi vidite malo, da niso sami Slovenci, da je tudi kak tuj predavatelj, in to je tudi dosti pomembno. Če mogoče se spomniš, kdo je bil George Deriso, ker mogoče ga gledalci vsi ne poznajo, kje je delal, kaj je ta zgodba za njem. George Deriso, če se ne motim, je bil v Apple zaposlen. Res je. In mislim, da je tako veliko podjetje in tako znanje, ki ga prenese iz takega velikega podjetja v neko malo Slovenijo, mislim, da je kar dosti vredno. No? Pa da so sploh dobili takega predavatelja tudi kar Res je, George Deriso je v bistvu pri nas vsako leto gostujoči predavatelj, pride k nam za en semester iz Amerike in je odličen predavatelj za podjetništvo in vse podjetniško naravnane predmete. Je pa, kot si omenil, bil direktor, CEO, torej izvršni direktor Apple v Avstraliji, kjer je eden od headquarterjev, pa tudi sicer mislim, da je bil med prvih 20 ljudi, ki so se zaposlili v Apple, še takrat, ki je bil to garažni startup s Stevom Jobsom. Tako da res bogate izkušnje, ogromno znanja, ki jih prinaša vsako leto študentom in ena taka fajn persona je, ima neko kapaciteto in neko dobro karizmo. Ja. Se strinjam. Sam študij traja 3 leta, potem je možnost nadaljevanja študija še 2 leti na magisteriju ali pri nas ali kje drugje seveda. Kakšne so tvoje želje? Poleg tega, da greš v Ameriko in New York, razmišljaš tudi kaj o nadaljevanju? Se ti zdi ta sistem 3+2, ki ga na Gea Collegeu omogočamo, dober?
Mislim, jaz iskreno nisem glih kaj razmišljal o Še? magisteriju na GEA Collegeu, no? Ampak sem iskal opcijo na ekonomski fakulteti in sem tudi vprašal in dejansko ne rabim delati nobenih teh, se reče, Diferencialnih izpitev, temu rečemo. kar je zelo velika prednost. Ne. Tako. Zdaj, sem s tem dobro izkušen. In to je pomembno zato, da povem, da tudi če se študent odloči, da bi želel po 3 letih iti še mogoče pogledati na kakšno drugo fakulteto, kar je prednost bolonskega sistema študija, v katerem je tudi GEA College, je ravno ta, da ni potrebnih diferencialnih izpitov oziroma da nimajo nobenih prednosti pri vpisu na magistrske študije diplomanti drugih fakultet, torej ste si vsi enaki. Važno je samo, kako dobro diplomirate in seveda, da imate dovolj točk, če je omejitev pri samem vpisu. Počasi bomo mogli zaključiti ta najin prijeten pogovor, ampak tisto, kar je pomembno in kar si želim, da slišijo najini gledalci, je, da jim ti daš nasvet, kako bodo vedeli, da je GEA College za njih, kdo naj se odloči za GEA College, kakšni morajo biti in kaj je pomembno pri tem odločanju, kaj bi jim svetoval? Ok, jaz bi tukaj rekel, mislim, GEA College na splošno dejansko lahko gre vsak, no. Mislim, Fajn je, če ga zanima sicer poslovanje oziroma Ja, no, poslovno in pa podjetniško področje. mislim, itak tudi pridobiš kompetence, ki jih pač rabiš povsod, a ne, ok, bodimo realni. No, razen nek hud, kaj sem, kirurg, Verjetno težko z znanjem GEA Collegea. pomogo še kaj drugega, študira zraven. Ampak načeloma bi rekel za osebe, ki so malo bolj podjetne, ne, ki mogoče hočejo nekaj svojega narediti. To bi sploh rekel, tisti, ki imate tako bolj podjetniško želico, pa tudi recimo, ki tudi mogoče nimate glih podjetniške želice, ampak bi jo radi razvili, pa da bi radi razvili kompetence, ki jih pač imajo podjetniki. Ja, vse to se lepo povedal, ker dejstvo je, da čeprav je pri nas smo najbolj znani po študiju podjetništva, imamo še ogromno drugih seveda študijev na voljo ali pa študijskih smeri, ampak kar pa je res neka rdeča nit vsakemu študiju na GEA Collegeu, je ta podjetniška miselnost, a ne. Se pravi, ni nujno, da je vsak podjetnik, verjetno se strinjaš, ampak da so ta znanja lahko koristna, kot si sam povedal, v prodaji, ter zdaj pri vodenju projektov oziroma tudi na marketinškem področju, ne. To širino ti da. Pa misliš, da kaj bi bile pa tiste lastnosti, zdaj, kakšna lastnost mora imeti nekdo poleg tega, da ima željo po učenju podjetništva še? Ne vem, a mora biti odprt, a mora biti komunikativen, drzen, ok? Ja, mislim, vse te rabiš dejansko podjetniške te sposobnosti, ampak jih lahko tudi razviješ v času študija, ne. Tako sem prej rekel, mislim, ko sem bil v javnem nastopanju, mislim, jaz tudi nisem imel nobenega znanja v javnem nastopanju, ampak sem ga tu pridobil. Jaz bi rekel, da mora biti samo neka želja prisotna, vse ostalo pride za tem, vse ostalo se dejansko da naučiti, oziroma pridobiti. In to je v bistvu lepo sporočilo za konec, da če je želja, kjer je želja, se vedno najde tudi pot, treba je mogoče samo še malo poguma in pač ta prava odločitev. Super, jaz bi se ti zahvalil za to, da si se danes vzel čas in da sva se malo pogovorila o tvoji izkušnji na GEA Collegeu. Očitno je dobra, če je ocenila od 1 do 10. 11. V redu, me veseli. Filip, jaz ti vsem želim, da v roku in čim hitreje dokončaš študij, da diplomiraš, potem boš pa že razmislil, ali boš nadaljeval študij, ali boš že kar takoj šel v Ameriko. Mi si pa želimo, da boš še dolgo z nami, potem kot alumni in da se bomo čim večkrat videli. Tako da hvala, da si se vzel čas. Z veseljem še kdaj. In hvala vsem vam, da ste bili z nami in da ste spoznali Filipa in njegovo zgodbo. Lepo se imejte in čau.